lahko rečem, da sem imel lepo mladost, dok se ni zgodila štala z to vojno na Balkanu. Glede na to, da sem, bom rekel, eksponiran in imam svojo kariero, mene nič ne moti, če je kakšen bolj seksi pjevač od mene. Ne politiziram tle. Tudi naiven sem, pa grem, pa me nategnejo. Sem čakal, da ona neha z enim tipom, pa sem pol jaz začel z njo. Veliko bendov zdaj praznuje in Siddharta, vsi imajo nekih 30 let. In bojo to ovekovečili na en način, mi bomo pa delovni. Res znaš, ja? Ja. Pevec, kitarist, tekstopisec, avtor glasbe, mentor mladim, odličen v bendu, sam ali v dvoje, cenjen in spoštovan med kolegi. Tudi dvakratni občinski nagrajenec, človek, ki nima meja ne v glavi, ne v srcu. Vse to in še več je Tomislav Jovanović Tokac, moj gost v podcastu Dolenjskega lista. Tokac, glede na to, da se poznava že vrsto let, se bova tikala, prav? Prosim. Tvoj vzdevek, odkot Tokac? Kakor se jaz spomnim, torej, koliko mi seže nazaj še memorija, to mi je dal od moje sosede, brat starejši, ko smo se igrali še v Karlovcu, torej, da sem mogoče bil 4-5 let star. Pač mi je dal Tokac in se prilepilo in se ni odlimalo od mene. Začniva tam, kjer se je vse skupaj začelo. Že sam si omenil Karlovec. Tvoje življenje, na vse zadnje pa tudi tvoja vez z glasbo. Kako se spominjaš tistih časov? To je bila, v bistvu lahko rečem, da sem imel lepo mladost, dok se ni zgodila štala z to vojno na Balkanu. Torej, ko se je zgodilo, bi sem 21 let star, znači do takrat sem pa, jaz temu rečem, v prejšnjem življenju se je to dogajalo, ker to zdaj, kar se dogaja, za mene neko novo življenje. V glavnem neki spomini na lepo, igrivo otroštvo in potem tudi mladost, ki je bila malce burna, malo nisem bil glih, priden sem bil, sem tudi preveč veliko igriv, tako da sem mogoče starši. Nemeren otrok, ne? Mislim, nemeren, tako, zabredel sem malo tam krebi, ampak, veš, tako da sem prinesel mogoče staršem kakšno sivo las, ampak so vedeli, da nekaj globoko sem še vedno dobro dete. No, ampak že v Karlovcu si pravzaprav imel glasbene apetite kar visoke. V bistvu, to me je intrigiralo cel cajt. Glasba mi je bila osnovna neka, kako bi rekel, neka platforma, ki se lahko izrazim. Zgodilo se pa tako, da ko je bila še Juga takrat, veliko se je pelo, veliko se je igralo. Pri nas se spomnim, da se tudi med tednom je prihajal Čika Branko s kitaro in je vedno se je pelo, se je jedla kotlovina, pilo belo vino in mi otroci smo uživali v tem in je ta Čika Branko prišel v mojo sobo in meni je to vedno pasala ta kitara, da jo slišim in mi je pokazal tih par akordov in odtle se je, bom rekel, začela ta moja neka pot, pa ta ljubezen, da sem začel samo odkrivati še naprej od tih 3 akordov, še kaj več. Ampak tle se nekje ti zametki, bom rekel, te ljubezni do glasbe se je začelo. Vojna te je dejansko potem pripeljala v Slovenijo. Mami je sicer Slovenka, oče Srb iz Dubrovnika, če se ne motim. In ti si prišel sam k babici. Ja, to je bilo tako, to so glih neborni časi, ker sem bil vojni obveznik, ampak nisem imel nobene želje, ni inspiracije, ni aspiracije, da bi šel se boriti, glede na to, da se je vse dogajalo na tem nacionalnem nivoju in nisi vedel, Hrvaška država se je hotla in mogla odcepiti. Kot si rekla, fotor je bil Srben, bil je vojno lice, takrat je bil zaprt še v kasarni Petrova Gora, ki je največja kasarna bila v tem vojni območju v Karlovcu in je potem dezertiral tudi od tam, je imel neke hrvaške prijatelje, novinarje, ki so mu pomagali, da je to izpeljal neboleče,
ker so takrat snajperji pač obkoljevali to glavno kasarno in nisi mogel niti pogledati skozi okno, kaj šele, da bi kam šel. Tako da tle so se začeli lomiti neke te, bom rekel, jaz sem izgubil takrat te nacionalne neka čustva, ne zato, ko prihajam, nego pomembno mi je bilo, če srečam še kakšnega človeka v svojem življenju, ne pa Srba, Hrvata ali Slovenca. Ampak spomnim se, ko si prišel v Novo mesto, bil si lep, dolgolas blondinec. Slovenščina ti ni bila ravno najbolj domača. Ni bila najbolj domača, ampak prvo, mama je bila Slovenka, babica je bila tle in mi smo redno hodili enkrat mesečno verjetno na kosilo v Novo mesto do stare mame in do starega očeta. Tako da ta vez je bila vedno tle, nikoli je nismo prekinjali, bila je globoka in tako malo sem natolceval, ampak ko sem prišel sem se intenzivno začel tudi družiti z ljudmi. To mi je bilo esencialno, da najdem neke, ker sem vam rekel na en način, na grobo bil odtrgan iz unga okolja, ne, kot mlad človek in izgubil vse prijatelje in tudi oni so se razpršili po svetu in vse se je tako nasilniško zgodilo. Tako da tle je bila moja želja, je bila velika, da najdem neke sogovornike, neke isto misleče ljudi. Se spomnim, da Slon je bil takrat glavna gostilna, v katero sem tako gledal čez okno, če bi slučajno lahko šel noter. Sem dolgo časa rabil, da se opogumil, pa spoznal neke, bom rekel, mestne frajere ali ljudi. In na začetku v bistvu sem spoznal prvo te zanimive like, ki so mi bolj onkraj in sem z njimi spoznaval druge, ne vem, smo po zidancah hodili pa whatever počeli, ne. Ampak to mi je absolutno bilo glavna intriga, da spoznam ljudi, da spoznam kulture in tle muzika igra velik faktor, no. In obratno, torej tudi kultura je vplivala na moje razvijanje občutka za glasbo, za kje sem tle v prostoru in kako pisati sploh besedila, ne. Kje pa je danes tvoj dom? Novo mesto, Karlovac? Dom je Kje tam, imaš korenine? Dom je, nimam, no, če ti pravim, izgubil sem ta neki občutek. Če imam še v Karlovcu imam par ljudi, s katerimi ohranjam stike in oni so moja korenina, one ulice in ona drevesa, ki so tam rasla, so mi ostala v spominu in v srcu, ampak vem, da ne pomenijo nič, če niso ljudje tam noter, ki so me vezali za vse te spomine in v tem času je 50-60% ljudi iz Karlovca samo šlo, ker je bilo povezano z nacionalnostjo in tako naprej. Tako da se je cela struktura mesta spremenila in na en način to več ni moje mesto. Ti ljudje me pa še vedno vežejo in se vrnem občasno, preredko. Torej je tvoje mesto Novo mesto? Je moje Novo mesto, ampak moje mesto je tam, kjer je moja družina, to je definitivno. Tam se skriva moja ljubezen, tam moja korenina in tam naj potrkajo na vrata. Imate otroka z ženo, torej s partnerico, Mimo. Ja. Kako se znajdeš kot starš? Pa jaz iskreno, jaz sem bil še mlajši, sem si želel imeti otroka. Ful sem imel to željo, ampak dobro, da ga nisem imel, ker sem v bistvu posvetil čas za kariero oziroma zato, ker sem resnično imel rad in se mogoče v malo poznejšem cajtu se mi je zgodil otrok, ampak sigurno ne prepozno in zdaj v bistvu uživam v njemu brezmejno in upam, da sem dober oče, zdaj njega boš mogla vprašati, če je tako. Če sem pa dober starš, to boš mogla Mimo vprašati. V vsakem primeru tvoja glasbena pot na Dolenjskem je bila nekako povezana s Slonom, ne? Mercedes band, kasneje Dandi in prav s to zasedbo ste neverjetno uspeli. Slon je bil, če lahko zdaj malo komentiram tudi Novo mesto kot tako, kjer sem bil odraščal ta drugi del mojega življenja v tem času, ki je bil Slon, ki je bil lokal patriot, ki sem bil mlajši, torej mladinec, 21 let, torej mlad človek, ki rabi svoj prostor, rabi svojo družbo. To so bili
to so bili močni punkti za socializiranje mladih. Danes tega v Novem mestu več ni. Oziroma, če se kaj dogaja, se dogaja občasno in ne tako povezano, ne tako intenzivno, ko se je takrat dogajalo. Jaz se spomnim sem krasnih momentov iz tega obdobja. Vem, da smo bili aktivni med tednom, čez vikende, vse. Bili smo prijatelji Siddharta, oni so najraje hodili v Novo mesto žurat, kakor da so bili v Ljubljani. Torej, to ti vse pove. Bilo je neki utrip mesta, je bil močan in intenziven in to se je opazilo tudi v celem slovenskem prostoru. S tem, tudi s tem, da tudi glasbena scena je bila zelo močna tukaj. In zanimivo, še zmeraj je, čeprav ni neke infrastrukture, zato bi rekel, ampak je veliko bendov in veliko različnih glasbenikov, ki prihajajo iz tega področja, torej to se je še ohranilo, to mi je všeč. Takrat sta se povezala tudi s Primožem Žižkom, ne? Postala sta nerazdružljiva prijatelja. Je. Kako si pravzaprav doživljal to slovo njegovo? Ja, res mi je bil izjemno velik in intenziven prijatelj, ne. To je taka energija, ki je tako intenzivna, da ko enkrat odide, čutiš praznino, ne, ker je bil zelo močan karakter in tako. Ampak po drugi strani pa mislim ker je bil tako intenziven, je odživel 2 življenja v polovici tega, ne. Torej je veliko dal, veliko vzel, je s polno žlico zajemal življenje in mislim, da je to bila inspiracija za mene in za vse ostale. Jasno, ostane luknja, ostanejo otroci, ki žena sama, te stvari so nepojemljive, ampak vsak si izbere svojo pot in mora živeti s tem, ne. Pa so zate ta intenzivna čustva produktivna pri glasbenem ustvarjanju? Vsekakor so, mislim, za mene je že ta prva, bom rekel, neugodna stvar oziroma ta intenzivnost čustva, torej tako se je razpadala prejšnja država in na mene kot mladega človeka je vplivalo. Mogoče sem bil mlad, pa nisem, sem moral živeti in to, si mlad živi, če si starejši, že misliš o tem, kaj se dogaja in pol jokaš. Ni bilo časa za jok, čas za kako se postaviti glede na problem, kaj narediti. Jaz sem vse svoje moči vložil v glasbo, ker to je bilo edino, kar sem znal takrat. Tako da ta ping-pong se je dogajal skozi vzajamno in na en način ali sem izkoristil ta moment, mogoče se ga izkoristil, ampak po drugi strani sem pa se odrezal oziroma odzval na to situacijo na pravi način in sem hvaležen tistemu mlademu Tokcu. Prišel si v Slovenijo kot begunec, kot izseljenec, tudi čefur navsezadnje, čeprav je to grozna beseda. Ampak kako danes gledaš na te ljudi, ki prihajajo v Evropo, v Slovenijo, v Novo mesto? Jaz sem sigurno drugačen odraz na to. Mislim, da sem jaz bil mogoče v onem času, eni pravijo, da eni izbeglice so dobre, drugi niso, ne. V vsakem primeru izbeglica je izbeglica. Če ga vprašaš, kako mu je težko, nima ne doma, nema hiše, nima poti, nima nič. Vsak ima svojo bolečino. Vsak ima svojo bolečino, vsak je kolist na vetru. Na en način jaz sem takrat bil mogoče dobrodošli, ker smo bili vsi iz iste države in nekako, ko je država razpadala, so ljudje čutili neko povezanost in so bili mogoče bolj odprti do mene, pa da rečem, da sem imel samo dobre izkušnje. Bili so tudi slabe izkušnje. Vsekakor, ampak slabe pozabim. Nanašam se in živim zaradi izkušenj in odnosov z ljudmi, ki so mi dali nekaj dobrega in s kateri sem lahko razvil odnose. Tako da to se mi zdi, da je malo se izgubilo, ko so prihajali izbeglice iz nekih drugih krajov, ko imajo mogoče malo drugačno barvo kože. Zgodbe so pa iste in ti ljudje isto trpijo. Ko se tle pojavi potem predsodek, je to težko ustaviti. Ampak vse, kar lahko rečem, je, da razen tega, da vsi pa iščejo one bad apples, pa one slabe jabolke, ki jih je povsod in jih vedno bojo, če se osredotočiš na to, ne boš videl trpljenja drugih in ne boš znal pravilno odreagirati. Torej,
Si prav zaradi svojega življenja, zaradi svoje mladosti vselej naklonjen tudi dobrodelnosti, pomagati ljudem. Si zato morda še toliko bolj izrazito pripravljen Mogoče na nekem globnem nivoju čutim to, velikokrat sem bil izpostavljen in sem šel na dobrodelne stvari, mi niso tudi to je neki del glasbe, ki povezuje in malo osvobaja, malo celi rane, veliko sem se udejstvoval, ampak ja, nekje globoko v meni mogoče je ta občutek, da nekje na enem nivoju ali bolj razumem, ali bolj sočustvujem z določenimi ljudmi in lažje se odprem pol, ne. Ne politiziram tle. Grem, tudi naiven sem, pa grem, pa me nategnejo. Kje sta se pa z Mimo spoznala? Z Mimo smo se spoznala, pa bili smo v isti družbi na en način. Sem čakal, da ona neha z enim tipom, pa sem pol jaz začel z njo. In kakšen je tokec, kadar je zaljubljen? Moraš vprašati, ampak zadnjič, ko sem videl, sem bil kar pozoren, pa kar romantičen, pa kar te nekaj stvari, ampak očitno sem bil zaljubljen, ker mislim, da to niso moje karakteristike. Nasplošno, če imam ljudi rad in pokažem jih, objamem in vse, ampak te neki znaki pozornosti, ki so veliko te rože in te malenkosti, to sem opravljal z levo roko, zdaj se mi zdi, da mi gre malo slabšno. Iskreno. Kaj pa, ko ste zasedbo Dandi prijeli prvo nagrado, pa drugo, pa tako naprej skozi leta, teh nagrad je kar nekaj. Kakšni občutki te takrat prevevajo? Ker ti si pretežni del ansambla oziroma zasedbe Dandi. Pa mislim, lepo je, že v enem času, mislim, da je bila prva nagrada, nek surf, to je bila prva glasbena nagrada, ki sem jo prav mogel sem imeti govor, to je bilo v Hollywoodu, pa še nisem slovensko znal dobro. Pa sem prav vem, v garderobi sem se učil, da ne bom nekaj počefursko rekel. Ampak absolutno je bil to neki, tudi če nisem tako javno povedal, sigurno mi je od znotraj imponiralo in sem bil zadovoljen, da je nekdo opazil to neko delo, ki v principu gre samo za glasbo, ne gre za več, ni to atomska fizika, ne. Ampak glede na moje življenje in moj poteh tega, da sem v bistvu nekje prišel v drugo državo in naredil ta neki preskok in je neko potrdilo in ne moram mimo tega, no. Ali mi ti pomeni v nekem, ne pomeni mi, tako kot zdaj sem dobil tudi nagrado, se moram pohvaliti, ne, Trdinovo nagrado. Prišla bova do tega. In gledam na to točno na ta način, kot sem zdaj rekel. Kot neko, nisem zabluzil, ne kot nekaj, zdaj mi pa moram, ne vem, skakati. To je lepa neka priznanja na poti, ko je. Ampak še vedno imam občutek, da si pri vsem tem pri vseh teh svojih dosežkih izjemno skromen. Kot da si ne priznaš, da si pa res nekje odskočil pravzaprav. Ja, po moje sem tudi pameten, ker nočem, da mi to gre v glavo, ker se mi zdi, da je to zguba časa. To je, sem rekel, lep in nekje sem dober, sem frajer, v redu. Ampak ki pa najem do bolj, torej ljubav je glavna, zaradi ljubezni sem v glasbi, zaradi ljubezni do tega se mi vse to dogaja, torej to je prvinsko čustvo in prvinska stvar, ki je moram jaz kot inteligenten človek upoštevati, če ne, pol se bom, prodal napačnim vzgibom. Neverjetno, ne? Pri glasbi si izjemen, tako avtor glasbe, besedil, deluješ kot producent, mnogim si bil mentor ali pa si mentor in pomagaš na teh začetkih glasbenih. Na vse zadnje tudi Murphyjem si nekako priskočil na pomoč takrat, ko so jo rabili. Kaj vidiš v teh mladih fantih? Pa to je edino, ker vidim sebe očitno takrat, ki sem jaz trajal pomoč, pa je pismo ni prišla glih tako zlaka in ni prišlo z vsake strani. Sam ta nabor ljudi, ki sem jih tle, ki jim zaupam še danes, moj obrat, Učo, Bošti, Nikola, ti so ljudje, ki sem jim pustil najbolj blizu in katerim zaupam in upam, da ne bojo izdali. Torej, tukaj je bila moja, si sem zaščitniški do tega kroga, zelo, ne. Ampak obenem pa razumem, da
ti mladi ljudje, mladi imajo to energijo, ki je običajno ti starejši, kakšni kolegi sovražijo, ker niso mladi tako oni, ne. In pol jim gre to malo v nos. Po drugi strani pa ti mladi kolegi, ki se ukvarjajo s tem, nimajo pa znanja niti in ne vejo, kako poteka pot. In če ni od mene, glede na to, da sem, bom rekel, eksponiran in imam svojo kariero, mene nič ne moti, če je kakšen bolj seksi pjevač od mene. To mi ne igra vlogo. In igra mi vlogo pa, da če ta energija, ki je pristna in če jo lahko lansiramo v to glasbeno vesolje, to mi je pa čisti izziv. To se je dogajalo z Murphy, z njimi sem začel delati zdaj že 11 let nazaj, pred prvo ploščo, pa počasi. In zdaj je šele to, bom rekel, neka zgodba, ki je eksponirana in to je v bistvu to. Ne glede, da sem jaz jim pristopil, bil zraven, bil skozi kot mentor, ti moraš 10 let nekaj delati. Ti moraš nekaj vložiti svojega časa, ne glede na mene, če je to karkoli delo v življenju. To vsak. Je pa glasba taka stvar, da probaš pa, če vidiš, ni nobenega odziva, bom šel pa kaj drugega, ker vidim, da tle ne gre. Ampak še nekaj mi je fascinantno v tem tvojem delovanju. Pišeš glasbo, igraš kar nekaj inštrumentov, ne poznaš not. Ne. Kako pišeš glasbo? Ja, se jo napišem. Mislim, kakor vem, tudi Paul McCartney ni imel izobrazbe, niti poznal not in v enem momentu sem imel željo, da bi se učil, pa se je tudi otrok se učil solfeggio, me pa se uči note in vse se je naučil, on zna note, ampak jaz mislim, da znam boljše. Jaz postavljam prste na klavir in poslušam, kaj delam. In pol iz tega, važno se je spoznati z inštrumentom. Zato ne rabiš note, zato rabiš čas, pa željo, pa voljo, pa aspiracijo za to. Torej, moj otrok zna note, ampak se redko vse za klavir, ne intrigira ga toliko. Jaz sem pa razvil ta občutek do inštrumenta, da kjerkoli prije mora imeti smisel, kar počnem na njemu. Tudi, če to ni smiselno v smislu tradicionalnega pisanja not, vedno se nekaj drugačega izcimi, če ne znaš note. Ker če znaš note, greš točno po njih v inštrument. Če pa ne znaš, pa lahko delaš, kar češ. Tudi tvoja besedila, ne, na vse zadnje so prava poezija. Odkot črpaš navdih? Navdih je, doki problemov na svetu je navdih, ampak predvsem je bilo v meni za mladega Hrvata, če tako rečem, ki je prišel sem, pa da se hoče ukvarjati glasbo, je bilo esencialno, da se naučim slovenskega jezika in jaz nisem se samo tle ostavil, sem šel globje, mene je zanimal pol slovenski jezik kot kaj, isto tako kot prazni kitari, ki nimaš not. Znači, zakaj tisti v Šentjerneju govorijo drugače, pa oni govorijo tako, pa ker so besede zanimive, kaj se skriva, kaj je kultura tega vsega. To je pa bogatstvo, ki je Slovenija ima, za 10 kilometrov lahko slišiš besedo, ki ne boš razumel, pa ni in the dictionary. Ampak to so te male stvari, ki bogatijo tole državo in ki v principu, če bi šel mimo tega, ne bi bil real, bi bil fake. Torej, spet, mogel sem iti na college, vse vasi v Sloveniji. Igraš kitaro, igraš bobne, poješ, vrhunski vokal imaš. Sem še kakšen instrument pozabila? Dobro, mislim, malo natolcujem vse, kar jaz, če moram nekaj narediti, pol bo ta inštrument bom vzel zase in bom naredil. Če ne znam klavir, ne znam ga igrati. Če hočem nekaj ustvariti na klavirju, daj mi en dan, pa bom jaz naredil vse, kar je potrebno. Ampak orglice so ti pa menda tako domače, da so te hoteli celo imeti za gosta na festivalu. A si jih vzel s sabo? Sem vzel, sem zaradi tebe, sem prinesel, da bom ta 3 tona odigral. A ti jih zaigram? No, da slišimo. Ne, orglice prvo naj povem. Orglice so, v bistvu jaz ne igram orglice standardno, ker jih nikoli nisem tako. Moja prva inspiracija v življenju je bil Delta blues, torej črnci iz Mississippija, in tle sem se zaljubil na splošno glasbo in to je še zmeraj ta blues je nekako meni blizu.
Torej, pa po lojtrici dol ne znam, znam pa bendat, no zdaj še žal. Res znaš, ja? Ja, kot da sem rojen. Tokrat znam si potem, da v času snemanja, torej ko se zapreš v studio, preprosto ugasneš telefon in greš v nek svoj svet. In greš v nek svoj svet. Pa mislim, veš kaj, to je zelo pomembno, ker jaz sem zdaj svoj studio in tam so snemali zadnjo ploščo Murphy in 2 tedna nazaj so bili Bigfoot Mama, snemajo en komad. Torej, kar je pomembno za studio in kaj je pomembno za to sploh delovanje. Ljudje morajo imeti mir in morajo imeti, ne sme jih nič, tudi če je to, malo pijenka pa se malo spije, pa se kaj speče, pa tu, nič ne sme motiti delovni proces, ki mora v vsakem trenutku se lahko zgodi kaj kreativnega, izkus imaš recon button stisnjen, torej, boš da čim manj stvari moti ta proces. To se dogaja, ko se dela plošča, to traja po par mesecev in takrat malo trpijo družine, malo trpijo, ampak to je vložek časa in energije v nekaj, kar lahko prinese vsem nekaj dobrega. Tako da... Kaj novega nastaja v tvojem studiu, Maček? Ja, Mucka? Muca na hribu je. Zakaj je tako? Jaz tukaj imam to gor muco in mucko imam gor na hribu eno in studio sem naredil, ampak nisem uspel še dati imena in nazadnje je snemal pri meni moj dober prijatelj in pesnik Ahmed Burić in je delal svojo ploščo in je moral izdati to za hrvaško založbo, meni se ti za Jugoton ali za nekaj. In je moral napisati, že smo v Tomo snimali, je rekel. Je luno muca na hribu, sem rekel, super, si rekel, naj bo muca na hribu in zdaj je uradno muca na hribu. No. In kaj v tem studiu, nekdani Zidanici, nastaja v ta trenutek? Trenutno, zdaj sem se rešil Murphyjev, oni so zdaj izdali svojo 3. ploščo, se mi zdi, in so končali glih prejšnji teden, zdaj malo luftam hišo od njih, potem zdaj pa ustvarjam nabor za skupino Dande nekih komadov, nekega koncepta smo se, bom rekel, smo izkristalizirali neko sliko, zdaj se bo počasi začelo ustvarjati, ne vem, kjero poglavje skupine Dande. No. Torej lahko pričakujemo novo ploščo? Absolutno lahko pričakujemo novo ploščo, ker nam nič drugega ne preostane. Ker preostalo bi nam je to, da praznujemo 30 let obstoja, ker imamo to leto, ampak očitno smo vsi se skrili pod kamen in nam to ni toliko pomembno zdaj, mogoče iz tega razloga, ker dejansko dolgo nismo nič dali od sebe in se nimam kaj praznovati. Ne? Veliko bendov zdaj praznuje in Siddharta, vsi imajo nekih 30 let. In bojo to ovekovečili na en način, mi bomo pa delovni. Tokrat verjetno je tudi na dan D in na situacijo, kakršna ta trenutek je, močno vplivala korona. Vi ste takrat pripravili, če se ne motim, spletni koncert. Imeli smo spletni koncert, ja, in to smo se zmenili s Cankarjevim domom, jaz smo imeli to v avli Cankarjev dom, je bilo mrzlo, ko pa spi. Smo hoteli sočustvovati z vsemi, ki so zaprti v tem času in smo v Bundah oddelali ta koncert, potem smo še delali, naredili smo online čas, ki so ljudje lahko prispevali svoj vokal in so z nami peli čas in tako, to je bilo neko to obdobje, ki je zaznamovalo vse ljudi, se mi zdi, glasbeno industrijo in glasbenike, dokaj, ker je to bilo nenaravno stanje, da mislim, nam je kot dihati zrak, igrati, ne, brez tega je težko in to obdobje je dolgo trajalo, tako da malo nas je iztirilo, potem, ko smo prišli iz tega ven, smo mislili, da moramo veliko igrati in smo začeli veliko več igrati, ker nismo bili na terenu dolgo, tako da nismo nič kaj veliko ustvarjali, ampak smo bili na gažah in smo skozi bili na koncertih in se nam je malo zdaj to že očitno odbilo v glavo, ker kot pravim, nimam nič novega, a jaz imam še toliko za povedati.
Ja, še kar precej. Tudi to, da rad rišeš. Včasih sem rad risal, zdaj več ne. Lepo rišeš, menda. Vse sem imel na plošči, sem dal svojo risbo, celo tam in sem veliko sem risal, ko sem bil mlajši, to mi je bilo ali glasba, ali to. In precej sem, in to risanje, ne barvanje, z barvami sem slab, mogoče bi se naučil, odkar je mima v mojem življenju, je tudi več barv prišlo. Ampak tehnika pa ta neka navada je bila ali tuš, ali glina, no tudi iz gline sem kaj delal veliko, ali pa oglje, no, kaj takega. Moral bi več. Kaj pa filmi? Filmi, zdaj montiram tudi spot, zdaj, ker so te tehnologije tako dostopne, jaz sem si tako po programčič, pa delam tudi nekaj spot, sam se zabavam, važno je, da si kreativen, kaj se uporabi mojega za kakšno reklamo, za dan del, whatever. To so mi stvari, ki me zabavajo, ki me sprostijo in ki ne čutim nobenega presinga, kar mi je všeč. Ja, ampak nisi samo filmofil, tako doma iz dnevne sobe, ne? Delaš tudi, oziroma delal si tudi glasbo za film, delal si tudi v gledališču navsezadnje, z novomeškim Aptom sodeloval. Tudi to je delo, ki te odlikuje. To so izzivi, ki sem si jih takrat, ko jih nisem se branil, hvala Bogu, da so me kdo že angažiral, zato ker mi je, sem imel aspiracije in to so momenti, ki te je strah, ne vem, z Rosano Hribar sem prvič delal, meni se zdi, ki me ona pa me vpletla v predstavo, da bom še igral, pa veš, da je to za, ne, scary movie, ne. Ampak, ko greš prvič to, ki prejdeš prek tega strahu, pa to pol te intrigira, pa vidiš, da so to se iste podobne stvari, ali je muzika, ali sem jih treba pravilno povezati, če imaš občutek za eno, imaš občutek za drugo in to, hvaležen sem dobil to priložnost, sem še z Bergerjem imel predstave in tako naprej. Kaj pa knjige? Tukaj je pa menda tema bolj težka filozofija, ne? Ja, to me, jaz težko čtivo imam rad, kaj pa čem, ne, tako, ko grem na more na dopust, moje se sem križa, ne vem kak Hegla, da mu torbo upije. Ampak si zberem nekaj, kar mi bo okupiralo možgane, pa da ne vem zakaj. Pač tako sem naravnan. In imam svojo zbirko in ni zabavna. Tudi kot kulinarik si zabaven, ne? Menda ste carbonaro vsak drug dan jedel, ko si jo hotel dobesedno specialno narediti, posebno dobro. Ko sem šel tako, ko delajo oni to tam prav, in ne, dok nisem pravega šefa najdel, nisem obupal, ne. Tako da zdaj ne jemo carbonaro več, ker je meni dotlej in malemu, in ono sem tata ne carbonaro, zdaj znam. Ja, težko je pravzaprav vse to umestiti v nek kratek čas, ampak zaključiti morava z nagrado Mestne občine Novo mesto. Že kot zasedba Dan D ste prejeli grb Novega mesta, zdaj pa je ta čast doletela tudi tebe osebno. Dobil si nagrado, Trdinovo nagrado. Kaj ti je pravzaprav, kaj se je zgodilo v tebi, ko si slišal, da si med nagrajenci? Moram prvo reči, da je Klavdija Kotarjeva me predlagala in me klica, če bi kaj proti, pa sem rekel, čak, daj mi par dni, da razmislim, ker nisem vedel, kaj s tem sploh naj naredim, ali je to smiselno sploh. Pa je rekel, pa daj zberi stvari, kaj si delal, da vem, kaj si delal, pol, ko sem začel nabirati, kaj sem sodeloval, sem rekel, tega je pa ogromno, ali predstavim nazaj v drugo, ali grem v šesto, a veš, tukaj je bilo tega, ampak pa sem rekel, pa dobro, dajmo probati. In pol sem bil izglasovan, se pravim, srce mi je bilo na pravem mestu, čutil sem neko potrditev za to pot, ki sem vsega tega Boga delal, torej ni brez temeljev, ne, na en način, in mi je to kot ena, počutim se zadovoljen zaradi tega. Ne bom rekel srečen, ker sreča nagrade ne vplivajo na srečo, ampak zadovoljstvo počutim ob tem, ne. In upam, da lahko pol zaradi tega še naprej delam to, kar rad, in da ljudje to, ne, še cenijo in vidijo. Cenijo te tudi mnogi glasbeniki, tvoji glasbeni kolegi, navsezadnje si posnel duete z mnogimi ljudmi, ki so že uspeli na glasbenem področju. S kom bi si želel morda še posneti kaj?
mogoče zdaj mi je, od teh mladih mi je ful, Masaja mi je ful všeč, ta nova energija, ki je prišla. Tako da, če se kaj scime na ta način, če bi z nekim avtorjem in izvajalcem, ki ni tipično primeren za dan, da je to bi bilo. Vse atipične primere bi vzel za duet. Kaj pa Tokca dela srečnega? Kdaj si najbolj srečen, najbolj vzhičen, vznesen? Najbolj, mislim, sreča dejansko doživi, evo, zdaj bom šel po intervju, grem, ker mi je mali zlomil nogo, pa moram skrbeti za njega. In meni je, kaj je on v hiši, zdaj, ker ni malo v šoli, pa mu moram skozi malo nekaj servirati, kot malom princu. Pa me je to spravilo v srečo, veš. Nisem mislil, da bo tako, ampak ta neka energija, ki se zgodi v nekem domačem okolju, ki ni šizofrena, če smo si vsi na isti nogi dobri, pol je to tak, pa smo medvedki, pa to mi je res občutek sreče vzbudi. Tudi vzhičenje mi vzbudi, tudi če naredim kakšen dober song, pa sem jaz zadovoljen z njim zelo, tudi če ni cela država, ampak če sem zadovoljen, to mi naredi neko notranjo bolj zadovoljstvo. Kdo pa je tvoj največji kritik? Moj največji kritik? Pa jaz dovoljen, da so vsi kritiki. Včasih sem bil čist, karkoli je kdo rekel, me je prizadelo. Ker sem toliko, da evo to, zdaj, ko je dolga pot za mano, zdaj so mi kritiki, so mi absolutno dobrodošle. To je absolutno, kar pomeni, da imam širši diapazon, da lahko to vzamem kot nekaj, kar uporabim v svoj prid, ne odrivam jih in točno vem, kdaj je kritika iz pravega mesta ali pride sem iz tega, ker nekdo mu nisem všeč. Kako pa z Mimo razpravljata o glasbi? Imata kdaj kakšne globje pogovore o besedilih? Malo z Mimo, ona mi je, da bom rekel, če kakšne besedila dam njej vedno za prebrati, zato ker pri meni se najde vedno tih napak, ali hrvaških, ali srbskih noter, je vedno tih nekih tujk, ali pa nekih premetank, ki jo napravi, pa kako to ne more biti prav, in pol vidijo, da je lahko prav, sem, da noben se tako ni zmislil, ker možgani drugače delujejo, pač mešajo vse, ker ni slabo, se pravim. Mnogi so mi kudili zaradi tega, da pišem, da ni prav, eni so rekli, to so ti neki tokcizmi, ali kva pravijo, ne. Je drugače in ljudje razumejo, to je predvsem pomembno. Je pa pomembno, da imam neki filter in to je Mima v tem smislu, da mi ukaže na te neke napake, s tem, da jaz, če pa nočem, pa na nekaj ne pristanem, tudi če je narobe. Ampak tokrat podpisan biti pod 220 in še nekaj komadov v slovenski zakladnici. Po mojih je več. To je ono, kar imam, verjetno imam 200, to je nekaj ono, što je na Sazasu. Zdaj, mislim, vse to je, it's my job, now, ne. Nikoli nisem mislil, to je Mima rekla, saj ti imaš svoj posel, jaz sem bil tako alergičen, ki je rekel, da je to tvoj posel, to je moje poslanstvo, to je, veš, ampak na koncu, če ne gledam več tako romantično, moj otrok lahko je, pa hodi v šolo, ker jaz moram vedeti, kolika je vrednost mojega, če nekaj naredim. Včasih, ko sem bil mlajši, je bilo to nonšalantno, nisem bil odgovoren za nobenega kot zase, ne. Tako da, na en način, moj posel je, da pridem tebi na podcast, moj posel je, da razmislim, a grem pet za državno proslavo, ali ne grem, ali, to so poslovne odločitve, obenem, a ukvarja se z umetnostjo. Torej se mi zdi, da zaenkrat prave korake pa delam. Pa ti je žal, ko si prišel k meni v podcast? Ne, absolutno ne. Si pa ena redkih, kateri sem rekel ja. Si srečen? Zadovoljen sem. Jaz pa in srečna in zadovoljna za tale najin pogovor. Tokrat hvala za tvojo odkritost, za klepet in uspešno naprej. Čestitke še enkrat za Trdinovo nagrado. Predvsem pa držim pesti, da bo album, ki bo prišel spet s podpisom Dan D, trgal. Hvala. Hvala lepa. Hvala tebi. Hvala tudi vam, dragi gledalci, za poslušanje in gledanje.
Srečno.